Danes želim govoriti na temo življenja in smrt. Oziroma raje govorim o življenju, ampak ker je tudi smrt del življenja, moramo tudi njo omeniti. Vsi živimo ali vsi se rodimo in začnemo odraščati v nekem toku življenja, katerega stopimo, začnemo razvijati, spoznavati, odraščati v življenju različne stvari. Ali eno pomembno vprašanje v našem življenju se znova in znova ponavlja in to je spoznanje, kaj mi resnično prinaša življenje in kaj smrt. Največji poznavalec življenja je bil in še vedno je Jezus Kristus. Ko je Jezus prišel na zemljo, ko je začel učiti, eno izmed njegovih sporočil ali resnic, ki jih je podelil, ki jih je povedal, pravi v Janezovem evangeliju 10. poglavju, 10. vrsti, 2. del, jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. En od največjih oznanjevalcev Jezusa Kristusa, apostol Pavel, pravi takole, v 2. Timotejevem listu v 1. poglavju, 1. vrsti. Pavel po Božji volji, apostol Jezusa Kristusa, zaradi obljube življenja, ki je v Jezusu Kristusu. Zaradi obljube življenja, ki je v Kristusu, apostol Pavel pravi, sem apostol, ali nekdo, ki je poslan, ali odposlanec, v bistvu pomeni apostol, da govorim, da oznanjam življenje o Jezusu Kristusu. Da govorim o življenju, katero je v Jezusu Kristusu. In ko je Jezus prišel na ta svet, njegova služba je bila, da je govoril o življenju. Mi danes večkrat omenjamo pozitivno mišljenje. Jezus ni govoril o pozitivnem mišljenju, on je govoril o življenju. In prebrali smo, govoril je, ali prišel, da nam da življenje in to življenje v obilju. In resnica je, ko mi beremo o življenju in delovanju Jezusa Kristusa, mi bi skoraj lahko rekli, v njem ni bilo nobenih negativnih stvari. Tako je bil Jezus prežet. In on sam je rekel, jaz sem življenje. In prišel na ta svet, da o tem govori in da razodene življenje. In če pogledamo Jezusovo službo, lahko nadalje odpremo Sveta pisma in preberemo v Lukovem evangeliju, Lukov evangelij, 4. poglavje od 16. do 29. vrste. Zelo poznani tekst ali dogodek v Jezusovi službi. Luka 4 od 16 do 29. Prišel je v Nazaret, kjer je odraščal. V soboto je po svoji navadi šel v shodnico. Vstal je, da bi bral, in podali so mu zvitek preroka Izaija. Odvil zvitek in našel mesto, kjer je bilo zapisano. Duh Gospoda nad menoj, ker me je pomazilil, da prinesem blago vest ubogim. Poslal me, da oznanim jetnikom prostost in slepim vid, da pustim zatirane na prostost, da oznanim leto, ki je ljubo Gospodu. Nato je zvitek zvil, ga vrnil služabniku in sedel. Oči vseh v shodnici so bile oprte van. In začel jim je govoriti. Danes se je to pismo izpolnilo, kakor ste slišali. Vsi so zanj pričevali,
Čudili so se besedam milosti, ki so prihajali iz njegovih ust in govorili, ali ni to Jožefov sin? On pa jim je rekel, seveda mi boste povedali ta pregovor. Zdravnik ozdravi sebe, ker smo slišali, da se je zgodilo v Kafarnaumu, stori tudi tukaj v domačem kraju. In rekel je, resnično povem vam, nobenega preroka ne sprejme v domačem kraju. Resnično vam govorim, veliko vdov je bilo v Izraelu v Elijevih dneh, ko se je nebo zaprlo za 3 leta in 6 mesecev in je nastala huda lakota v deželi. Toda Elija ni bil poslan k nobeni izmed njih, razen vdovi Sareptu na Sidonskem. Tudi veliko gobovih je bilo v Izraelu v času preroka Elizeja. Pa ni bil izmed njih očiščen nobeden razen sirca Namana. Ko so to slišali, so vsi vzhodnici pobesneli. Vstali so, ga vrgli iz mesta in odvedli na previs hriba, na katerem je bilo sezidano njihovo mesto, da bi ga pahnili v prepad. On pa je šel sredi med njimi in je hodil dalje. O, bratje in sestre, to je bilo bogoslužje. Jezus pridiga, ali v tistem času, ali po židovski tradiciji navadi, odrasel moški je lahko prišel v shodnico, kjer so se zbirali, kjer so imeli bogoslužje in je prebral odlomek iz Svetega pisma in potem ga razlagal. In ko je Jezus to delal, so v shodnici, ali moče bi danes bi lahko rekli na bogoslužju, pobesneli. Tega niso mogli sprejeti, kar je Jezus povedal. Danes se je izpolnilo. Izraelsko ljudstvo je bilo v pričakovanju od rešenika, Mesija, nekoga, ki bo resnično pomaziljen in bo opravil poslanstvo. Pričakovali so nekoga, ki jih bo rešil rimske okupacije. In prebral je Jezus iz preroka Izaije ta odlomek. In pravi, danes se je to izpolnilo. In to več niso mogli prenesti. In beremo, da so Jezusa hoteli vreči v prepad ali dobesedno so ga hoteli ubiti. Toda Jezus je potem šel sredi med njimi in hodil dalje. In zakaj so hoteli to Jezus storiti? Odlomek, katerega Jezus prebere, on govori o življenju. V 18. vrsti beremo, duh Gospoda nad menoj, ker me je pomazil, da prinesem blago vest ubogim. Mi smo že kar nekajkrat govorili, kaj pomeni beseda blagor. Želim ti blagoslav. In Jezus tukaj pravi, prišel sem, da prinesem blago vest. Blagoslav pomeni, želim ti, po domače povedal nas, želim ti najboljše v življenju. Želim ti zdravje, želim ti uspeh. Želim ti resnično eno obilno življenje, katerega imaš. V bistvu, o tem je začel Jezus govoriti. Začel je razodevati. Kaj je resnično življenje, kaj resnično človeku lahko prinese življenje. In tega niso sprejeli. Poslal me, da oznanim jetnikom prostost in slepim vid, da pustim zatirane na svobodo. Jaz pravi, prišel sem, da dam ljudem svobodo, da ljudje spregledajo, da spoznajo, kaj je v resnici pravo življenje. Da peljem ljudi na svobodo iz zaporov. Da zatirani so svobodni. Jetniki
osvobojeni ali prosti. Jezus je govoril o življenju. Jezus je prišel in povedal ljudem, želim vam prinesti svobodo. Le eno niso razumeli njegovi poslušalci. Oni so iskali, kot sem že rekel, ali čakali nekoga, ki jih bo rešil rimske okupacije, ki bo nekako politično in narodno zaživeli kot ljudje ali narod, ki je svoboden, ki ima svojega voditelja, ki ima svojo deželo. In to je pomembno. Kdo si ne bi želel imeti svobode? In jaz vam povem, mi imamo svobodo v naši deželi. Mi se danes lahko tako svobodno učimo o življenju, oznanjamo Božjo besedo. Mnogi so preganjeni, mnogi moče umrejo zaradi tega, ker berejo ali živijo Jezus. Hvala Bogu za našo deželo. In si upam reči, hvala Bogu tudi za naše voditelje. Ali Jezus je razumel še nekaj? Ali Jezus je vedel? Eno področje, kjer resnično človek lahko doživi ali potrebuje svobodo, je človeško srce. In Jezus je prišel in začel učiti in začel govoriti o življenju, da bi se dotaknil človeških src. Ne beremo, kako se Jezus počuti potem, ko so ga vrgli iz templja. Ali mislim, da mu je bilo težko. Kaj ti prišel, da njim pove, razodene, da želi, da doživijo svobodo v svojem srcu. Oni pa tega niso hoteli sprejeti in so ga vrgli. Govoril je o letu, ali da oznanim leto, ki je ljubo Gospodu, da oznanim čas Božje milosti, čas Božjega obiska. V njihovi tradiciji, ali bom, ki je že v Stari zvezi zapovedal, vsakih 50 let so imenovali eno jubilejno leto, ali leto milosti. In tisto leto so v bistvu mnogi, ki so izgubili, moče tudi, ki niso dobro gospodarili, kakorkoli, ali je bila kriza, ali so bili bolj blagoslovljeni, drugi manj blagoslovljeni. Enkrat, ali ko je bilo 50 leto, so v bistvu vse nekako poravnali. Vse se je postavilo na eno ponovno mesto, da bi ljudje lahko ponovno svobodno zaživeli. A ni bilo to čudovito? In Jezus govori o tem letu milosti. Ali v bistvu Jezus govori, da je prišel, da razodene, da to želi storiti v naših srcih. Izaija 61, če pogledamo še tam drugo in tretjo vrsto, ali odlomek, katerega je Jezus prebral, pravi Božja vse takole, Izaija 61, 2 in 3, da oznanim leto Gospodove milosti, dan maščevanja našega Boga, da potolažim vse, ki žalujejo, da se obrnem k žalujočim na Sionu in jim dam venec na mesto pepela, olje veselja na mesto žalovanja, ogrinjalo zahvalnico na mesto potrtega duha. Imenovali se bodo hrasti pravičnosti, Gospodov nasad za njegovo poveličevanje. Izaija prerokuje, da bo prišel nekdo, ki bo prinesel notranjo svobodo. Nekdo, ki resnično lahko potolaži človeško srce. Nekdo, ki namesto pepela daje venec. En drugi prevod pravi, daje krono.
Pepel predstavlja konec. Venec, življenje. Olje veselja na mestu žalovanja. Ogrinjalo, zahvalnico, zahvaljevanje na mesto potrtega duha. Toliko ljudi danes živi eno potrto življenje. Ko se na zunaj srečujemo ali ko gledamo, živimo vsak dan, vse moče tako lepo. Ali ko pridemo domov, ko se razkrije naše srce, ali ko nas moče nihče ne vidi, potem žalost, potrto srce, potrti duh, obup, razočaranje, depresija in ne vem marsikaj vse nas začne kontrolirati in usmerjati naše življenje. In zato je Jezus prišel, da govori o življenju. In ena resnica, tudi ko si sam doma in ko si najbolj potrt, Bog je tam. Jezus je tam. On je prišel na ta svet, da ti razodene življenje. Tudi če se je življenje vse porušilo in ne vidiš več nobenega izhoda. Jezus je tam, ker je prišel, da govori in prinese življenje. Amos 5, 14. vrsta, pravi takole. Amos 5, 14. Išče dobro in ne hudo, da boste živeli in bo Gospod Bog nad vojskami z vami, kakor pravite. Iščite dobro in ne hudo, da boste živeli in bo Gospod Bog nad vojskami z vami, kakor pravite. Obstaja življenje, ki prihaja od Boga. Tudi obstaja tudi smrt. In prerok, in vemo, preroki so velikokrat v stari zavezi klicali, ko je ljudstvo šlo stran od Boga. Naj se vrnejo k Bogu. Naj pridejo nazaj, da Bog v svoji milosti in svoji moči se razodeva v njihovem življenju. Da doživijo mir, da doživijo spravo, da doživijo smisel, pravo, obilno življenje, katero nam lahko da samo Bog. Iščite dobro in ne hudo. Iščite dobro in ne hudo. Življenje ali smrt. In Jezus je prišel, da premaga smrt. Bog ne uničuje. On je začetnik življenja. On daje življenje. Bog ne uničuje. To so moče velike besede, velike izjave za današnji čas, ko govorimo o Bogu, o resnici, katero nam razodeva Sveto pismo. Čas, ko danes nimamo časa za Boga, imamo toliko skrbi in na koncu moče še, zdaj pa moram še 1 minuto se pomoliti, o Bog, hvala ti za ta dan. Ali mnogi moče sploh noče imeti nobenega opravka z Bogom. In jaz upam reči, življenje brez Boga je nevarna igra. Je igra smrti. Je življenje, ki je odprto za smrt. Zakaj ne bi dovolili, da se Bog svojo milostjo, svojo močjo dotakne naših src, dotakne našega življenja? Jezus se velikokrat mora žalostno povedati svojim poslušalcem. Eno vrsto v Janezovem evangeliju, 5. poglavju, 40. vrsti beremo. Janez 5, 40. Toda vi nočete priti k meni, da bi imeli življenje.
To so bili težki trenutki za Jezusa. Prideš, želiš ljudem najboljše. Ali včasih moraš povedati, to, da vi nočete priti k meni, da bi imeli življenje. Mnogim danes Jezus moče pravi isto. Nimate življenja, o katerem govorim in učim, ker nočete priti k meni. Jezus je vse storil, da bi ljudje spoznali življenje. Vse. Na koncu je umrl za nas. Eno priliko. Učenci velikokrat niso razumeli, kako je Jezus bil pripravljen se ponižati in na drugi strani razložiti ljudem, da sprejmejo življenje, katero on oznanja in ponuja vsakemu. Matej Evangelij v 13. poglavju od 10. do 17. vrste. Matej 13 od 10 do 17. Tedaj so pristopili učenci in mu rekli, zakaj jim govoriš v prilikah? Jezus je veliko pridigal v prilikah, pri spodobah ali uporabljal primere iz vsakdanjega življenja. Zakaj? Da bi ljudje razumeli, da bi ljudje spregledali, da jim Jezus ponuja življenje. Rekel mi, poglejte ptice. Ne sejo, ne žanjajo, pa Bog skrbi za njih. Da bi jim nekaj kliknilo. Mogoče pa vseeno, Bogu ni vseeno za mene. Mogoče pa vseeno želi skrbeti za nas. In učence je to zanimivo. Jezus, kaj jim toliko nekih primerov daješ? Moče so zelo hotela bojati, Jezus, preveč enostavno pridigaš. Preveč otroško. Jezusovo srce, da bi ljudje razumeli, spregledali, dovolili, da se svoje življenje dotakne njihovih src in da jih svobodi in da jih prinese nekaj novega. Odgovoril je in jim je dejal, vam je dano spoznati skrivnosti Božjega kraljestva, njim pa to ni dano. In sigurno je bila ena velika privilegija hoditi, živeti 3,5 leta skupaj z Jezusom. Nihče ni imel večje prilike ali možnosti se učiti od Jezusa kot moče 12 apostolov ali njegovih najbližnjih. Pravi, ostalim pa ni dano. Ali ostali moče rabijo več časa, da bi razumeli, da bi spregledali, da bi sprijeli v svojem srcu. Kdor namreč ima, se mu bo dalo in bo imel obilo. Kdor pa nima, se bo mu vzelo tudi to, kar ima. Zato jim govorim v prilikah, ker gledajo pa ne vidijo, poslušajo pa ne slišijo in ne razumejo. Njih se izpolnjuje Izajeva prerokba, ki pravi, poslušali boste, a ne boste doumeli. Gledali boste, a ne boste videli. Otopelo je namreč srce temu ljudstvu. Z ušesi so težko slišali in zatisnili so si oči, da ne bi z očmi videli in da ne bi z ušesi slišali. Da ne bi v srcu doumeli in se spreobrnili in da bi jih jaz ne ozdravil. Blagor pa vašim očem, kar vidijo, in vašim ušesom, kar slišijo. Kajti resnično povem vam, veliko prerokov in pravičnih si je želelo videti, kar vi gledate, pa niso videli, in slišati, kar vi poslušate, pa niso slišali.
Jezus je hotel se dotakniti človeških src. In pravi, ljudje poslušajo, pa ne slišijo. Veste, če je kdaj čas, ko se Božja beseda oznanja, pa je ne slišimo, je verjetno v naši Evropi ta čas. Krščanska Evropa. Po procentih še vedno največ kristjanov. Poznamo resnico. Poznamo življenje, katerega ponuja Jezus. To, da ne slišimo. To, da ne vidimo. Še vedno tolikokrat v svojem življenju povemo, ne potrebujem Boga. Ali Jezus je govoril o življenju? In on je govoril o življenju in smrti. Če ne sprejmeš življenja, nekega dne boš vse izgubil. Jezus pravi v 12. vrsti, kdor namreč ima, se mu bo dalo in bo imel obilo. Vsi mi imamo življenje. Bog nam je dal razum. Bog nam je dal voljo. Bog nam je dal srce, da lahko spoznavamo vso veličino Božje volje in Božjega načrta. In tisti, ki se odprejo Jezusu, bo vse bolj spoznaval globino Jezusovega življenja. Jaz sem že parkrat omenil v cerkvi. Ali ko spoznavaš Jezusa, njegovo ljubezen, da je on na križu umrl za moje grehe, bolj mu služim, bolj moram srcu povedati, Jezus, tako malo vem o tvoje ljubezni. Da si ti bil pripravljen priti na ta svet in umreti za moje grehe. Kakšna je to ljubezen? Kakšno dejanje življenja je to, da je Jezus prišel in umrl za naše grehe, da bi mi večno živeli. Ko mi govorimo o življenju, ko mi govorimo o Jezusu Kristusu, tudi beseda, ki Jezus pravi, prišel sem, da bi imeli obilno življenje. Jezus tudi tukaj misli in govori o večnem življenju. Tukaj in vso večnost. In potem pravi, kdor pa nima, se bo mu vzelo tudi to, kar ima. Kdor pa nima, se bo mu vzelo tudi to, kar ima. Ali obstaja ena globoka resnica, tudi dejstvo v življenju. Če noče življenja, nekega dne bo smrt prevzela vso oblast in izgubil boš čisto vse. In potem Jezus nadalje pove eno težko, jaz bi temu rekel, duhovno stanje človeškega srca. Otopelo je namreč srce temu ljudstvu. Zato ne slišijo. Zato ne vidijo. Zato, ko je Jezus govoril v shodnici, njihova srca so bila duhovno zvezana in niso videli. Bili so duhovno slepi, da je Jezus prišel, da prinese življenje. Blagor pa vašim očem, kar vidijo, in vašim ušesom, kar slišijo. In blagor tistemu, ki je pripravljen svoje srce odpreti Jezus. Ki se je pripravljen ponižati in povedati, Jezus, svoje življenje predajam tebi. Tisti doživlja življenje. Tisti doživlja
svobodo. Tisti doživi eno odpuščanje svojih grehov. Kajti prej ko slej, če smo v svojem življenju iskreni, vidimo, da potrebujemo pomoč. Da smo tolikokrat v življenju bili sebični in napravili toliko stvari in nič ne moramo spremeniti. Vse, kar lahko, da bomo, Jezus, odpusti mi. Jezus, osvobodi me. Jezus, daj mi življenje, ki mi daje mir, ki mi daje spravo, ki mi daje novo moč. In danes, ki smo tukaj, ne vem, kaj je v naših srcih, kaj nas teži. Ali bomo šli domov in to, kar smo poslušali, bo samo ostala še ena zgodba. In naše življenje bo kontroliralo naprej naša sebičnost. Moče neodpuščanje, moče jeza, moče sovraštvo. Ali bomo dovolili, da življenje, ki ga dal Jezus, ga naprej razodeva v našem življenju. Da lahko odpuščamo. Veste, v tistem trenutku, ko lahko odpustiš, tvoje srce pride mir. In Jezus je vedel, da človek rabi odpuščanje. Pa ti brez odpuščanja človeško srce je zakrknjeno. Človeško srce ne more imeti miru, kaj ti vedno te nekaj razžira. In tvoj duh postaja vse bolj potrti, kakor je povedal že Izaija. Ali želimo raje ljubiti, kakor sovražiti? Ali želimo biti hvaležni za življenje, ki ga imamo? Veste, hvaležno srce je veselo srce. Hvaležno srce je veselo srce. Je polno življenja in optimizma. Kaj me čaka jutri? Hvala ti za življenje, hvala ti za izzive. Bog želi delovati in nas voditi. Jezus je umrl za nas. Najprej je učil, da bi se dotaknil človeških src. Na en človeški, ljubeči način. Veste, ne da bi nas nekaj prisilil. Bog bi lahko to storil. Svoj moč in oblasti. Rekel, dovolj mi je greha. Konec je. Ne. On je Bog življenja. In on želi izkoristiti vsako možnost, priložnost v mojem tvojem življenju, da sprejmeš in dovoliš, da je Jezus tvoj zveličar in odrešenik. On čaka danes. Da ga prosim odpuščanja. Ali novo moč. On je živ. Po svojem svetem duhu. Tem jutro. On govori na moje in tvoje življenje. Na življenje vsakega, ki posluša Božjo besedo. In lahko se pomolimo. Jaz bi želel, se pomolite, iskreno molitev. In moče se postavim vprašanje, oziroma ne vprašanje, potem dejstvo, ko je Jezus oznanil. Mnogi niso hoteli sprejeti. Niso hoteli življenje. In danes lahko poveš, Jezus, tukaj sem. Razodeni mi življenje. Dotakni se v mojem srcu. Prav zdaj. Dotakni se mojega srca. Tam, kjer je trdo. Kjer tako težko neke stvari spremenimo. Kjer moče tako težko odpustimo.
Jezus, dotakni se mojega srca. Jaz želim videti življenje. Moče vidiš vse črno. Povej, Jezus, tukaj sem. Moče misliš, da je Bog en velik tiran. Povej, od danes naprej, Bog, želim spoznati, kdo v resnici si ti. Ali resnično daješ to življenje, o katerem beremo v Svetem pismu, katero poslušam, katero si Jezus ti govoril. Povejmo, Jezus, tukaj smo. In ti se dotakni mojega srca. In veste, moče so trenutki ali situacije, kjer rabiš osvoboditev. Kjer rabiš, da ti Sveti Duh odpre duhovne oči. Ker se vrte v nekem krogu in se ne premakneš naprej. Dovoli Svetemu Duhu, dovoli Jezu, da se on dotakne, da razodene življenje. Jezus, to te prosimo v tvojem imenu. In hvala ti, da smo lahko tukaj. Hvala ti, da se lahko učimo iz tvoje besede. In Sveti Duh, prav zdaj te prosimo, ti deluj v svoji moči in svoji milosti. Jezus, nadaljuj po svojem Svetem Duhu službo, katero si začel opravljati, ko si prišel na ta svet. Da v tem jutru doživim svobodo. Da ne bom več jetnik, da ne bom več duhovno slep, ampak da rečem, svoje življenje, Jezus, predajam tvoje roke, vodi me, uči me in hvala ti za vse. Amen.